Naš koledar se ravna po gibanju Zemlje okoli Sonca. Da mine leto dni, mora Zemlja enkrat obkrožiti Sonce, za to pot pa potrebuje 365 dni in 6 ur. Te dodatne ure v 4 letih seštejemo v en dan, ki ga dodamo koledarju kot 29. februar. Ta datum tako obstaja le enkrat na 4 leta, kar obletnice, tudi rojstnodnevne, malce popestri. Vse najboljše, dragi Patrik. Ne, danes ni Patrikov rojstni dan. Letos ga sploh ni na koledarju. Rodil se je namreč 29. februarja in zato so mu v šoli zapeli že danes. Koliko pa je star? No, jaz bi rekel 10. Če bi rekel 3 leta, bi se mi smejali. Da ima manjše število let, je večkrat slišal, ko so mu za rojstni dan pred 2 letoma sošolci in prijatelji lahko voščili na isti datum, kot je bil rojen. Leto je bilo namreč prestopno. Ob navadnih letih pa Patrik rojstni dan praznuje 1. marca. Pa je to, da je rojen na dan, ki se pojavi samo vsaka 4 leta, smola ali sreča? No, sreča, zato ker na svetu jih je ful malo, ker če bi bili vsi, bi bilo brez veze. A v Sloveniji tistim, ki so rojeni 29. februarja, vseeno rečemo smolčki. In takšnih je pri nas več kot 1300. Med njimi pa ni Patrikovih sošolcev. Meni bi bilo to všeč zaradi tega, ker ne bi imel hitro dosti let, bi imel manj let kot ostali. Ker ni dosti otrok, ki so rojeni na ta dan. Bi mi bilo zelo čast, če bi na tisti dan bila rojena, bi bila ena izmed njih. Pa tudi čestitke in dobre želje gotovo držijo, tudi če niso izrečene prav na rojstni dan.